Spoštovani, dober dan in dobrodošli na današnjem dogodku na uradni predaji zaključenega projekta preplastitve regionalne ceste R3 675 odsek 1481 Mokrice Obrežje Slovenska vas in izgradnje pločnika na Menu. Investitorja uspešno izvedenega projekta sta Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in občina Brežice. Gradbena dela so poleg preplastitve 1,7 km ceste še obsegala ureditev odvajanja in izvedbo nove cestne razsvetljave ter ureditev komunalnih vodov. Za dvig nivoja prometne varnosti pa je potekala tudi izgradnja pločnika za pešce. V naši sredi zato danes lepo pozdravljam ministra za okolje in prostor, gospoda magistra Andreja Vizjaka, župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo gospoda Aleša Miheliča, direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo gospod Liljano Herga, podžupana občine Brežice gospoda Bogdana Palovšnika, predsednika Sveta krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem gospoda Aleša Burjo, krajanke in krajane, predstavnike medijev ter vse vas, spoštovani gostje. Občina Brežice, ki obsega 20 krajevnih skupnosti in 109 naselij, namenja prometni varnosti in dostopnosti do vseh krajev občine posebno skrb. Zato vsako leto namenja sredstva za modernizacijo in sanacijo lokalnih cest, gradnjo pločnikov, urejanje javne razsvetljave. Uspešno sodeluje tudi z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, pogosto pri projektih, s katerimi usklajeno izvajajo urejanje in preplastitve regionalnih cest ter gradnjo pločnikov, prednostno v naseljih, ki ležijo ob regionalnih cestah ter ob šolskih poteh. V imenu občine Brežice bo spregovoril župan, gospod Ivan Molan. Izvolite. Spoštovani minister, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, direktorica Direkcije Republike Slovenije, spoštovani krajani, predsednik krajevne skupnosti, podžupani iz teh krajev in vsi, ki ste se danes zbrali. Sigurno je to eden od pomembnih trenutkov, predvsem za slovensko vas, kajti dejansko danes smo pred odprtjem pomembnega odseka, ki je že dolgo leta bil kar zelo problematičen. Prav je, da v tej priložnosti malo povem širše. Občina Brežice je ena od večjih občin z 268 km kvadratnih površine in ima v občini Brežice kar 106 km državnih cest in še kar nekaj avtoceste. Zraven tega pa seveda še ogromno lokalnih, kar pomeni, da v občini Brežice imamo skoraj 850 tisoč kilometrov cest. To je seveda za nas vedno zelo veliki zalogaj, zato je potrebno predvsem veliko pozornosti dati prav infrastrukturi, še posebej v krajih, kjer so malo odročni izven mesta, kajti dejansko, tako kot je že bilo povedano, si v občini Brežice želimo enakopravnega in pa enakomernega razvoja tako podeželja kot mesta, zato seveda je infrastruktura izjemnega pomena. Se pa zavedamo seveda, da tako zahtevne infrastrukture, kot so državne ceste, ne bi mogli brez dobrega sodelovanja z direkcijo, z ministrstvo in zato seveda nas izjemno veseli, da zadnje leta so se te odnosi za to vlado bistveno spremenili in dejansko je podpisanih kar bistveno več pogodb in pa tudi izvedenih del. Sigurno ta odsek, ki je bil problematičen že več kot 20 let, praktično od takrat, ko se je osamosvojila Slovenija, kajti tu gre za mejni prehod in je bil to eden izjemno zahteven ovinek. Zraven tega pa treba povedati, da se v tem koncu tudi razvija industrijska cona in seveda je bila kar problem dostopa do industrijske cone, se je bil tu šlo za eden ovinek, katerega so velika vozila zelo težko celo izpeljala. Zato seveda je to še bistveno bolj pomembno. Treba pa povedati seveda, da tudi šengenska meja je pripeljala tu dodatne težave, predvsem pa tudi težave tem krajanom, ki tu neposredno živijo, saj so bile tu včasih tudi večkilometrske kolone na mejnem prehodu in ljudje, praktično domačini, niso mogli nevarno hoditi. Po drugi strani pa tudi dostopi do samih njihovih gospodinjstev oziroma hiš so bili omejeni.
Ob tej priložnosti moram še posebej seveda se zahvaliti, tako kot se moram zahvaliti direkciji, se moram zahvaliti seveda Ministrstvu za infrastrukturo, moram pa posebno zahvalo izreči predvsem krajanom, kajti oni so morali tudi odstopiti del svojih dvorišč. Vemo, da to ponavadi je še posebej težava, kajti treba le vedeti, da vsako dvorišče ima poseben pomen za vsega krajana in tu moram izredno se zahvaliti in izreči zahvalo vsem, ki so odstopili svoja zemljišča za to, da so se lahko zgradili pločniki, da bo ta promet bistveno bolj varen. Naj še povem, seveda prav tako se zahvaljujem tudi krajevne skupnosti in vsem, ki so bili v tem projektu za sodelovanje, prav tako tudi izvajalcu GAL, kajti treba povedati, da je bilo tu potrebno veliko dobre volje in posklajevanja med njimi, da smo na koncu lahko prišli do te pomembne investicije. Naj pa seveda povem, da je prav ta cesta izjemnega težavna, to gre od Čateža do čez dvorce pod Grečeno Ribnico, kajti vse več ljudi se izogiba tudi avtoceste in zato je tu vsaki dan več prometa. Zato je na tej cesti nas še čaka veliko nalog. Lahko povem, da smo že z direkcijo podpisali pogodbo za razširitev ceste v Podgrečeno, vključno z pločnikom. Ta dela naj bi se začela takoj po končani rekonstrukciji avtoceste, kar pomeni, da se bo v zelo kratkem času začelo. Prav tako pa se zdaj pogovarjamo za nadaljevanje projekta v Ribnici. Najprej bomo začasno uredili avtobusne postaje, kajti v Ribnici je kar precej otrok in je tudi šolska pot, kasneje pa tudi skupaj z direkcijo prenovili tudi oziroma rekonstruirali to cesto, da bo tudi tam varna. Tako da jaz seveda še enkrat izrekam posebno zahvalo tako direkciji, kot tudi Ministrstvu za infrastrukturo in seveda jih še vabim naprej, da skupaj rešujemo te točke, ki so izjemno problematične, saj dejansko z boljšo infrastrukturo predvsem izboljšujemo kvaliteto življenja naših občanov. To pa je verjetno tako naš skupni cilj, tako občine, države kot vseh nas. Želim varno vožnjo in hvala vsem, ki ste sodelovali in seveda še veliko srečnih kilometrov v prihodnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod župan. Zelo počaščeni pa smo, da je danes na današnjem slavnostnem dogodku tudi minister za okolje in prostor, gospod magister Andrej Vizjak, zato vas vabim k besedi. Spoštovani državni sekretar, spoštovani župan, direktorica, krajanke in krajani, krajevnih skupnosti tu, s predsednikom in podžupanom na čelu. Jaz nisem neposredno povezan s to naložbo, želim pa ob tej priložnosti predvsem izpostaviti dvoje. Prvič, Ministrstvo za okolje in prostor je pristojno za izdelavo prostorske strategije Republike Slovenije oziroma strategije prostorskega razvoja in posebno pozornost in posebno skrb namenjamo obmejnih področjih. Namreč krepitev infrastrukture, pa ne samo infrastrukture, temveč tudi vitalnih funkcij države na obmejnih področjih sta izredno pomembne. Skrbi me predvsem to, da ko gledamo nekatere druge odročne kraje oziroma obmejne kraje, kjer se selijo ven banke, selijo se pošte in podobno, to slabi državo v obmejnem področju in to ni dobro za dolgoročni razvoj. Vsaka infrastrukturna posodobitev, kot je tudi ta danes, je torej izrednega pomena, da se življenje tu normalizira, da se vzpostavlja vsaj na primerljivih nivojih kot drugod po centralnem delu države in tu se kaže pravzaprav odnos oblasti do obmejnih krajev in tudi do svoje domovine, kajti če ne znamo urejati obmejnih pasov domovine, pol ne znamo skrbeti dobro za našo državo in za naše ljudi. Torej v tej dolgoročni strategiji prostorskega razvoja posebno skrb namenjamo krepitvi funkcij države in infrastrukture in ostalega, tudi gospodarskega delovanja, da bodo na voljo delovna mesta, kakor tudi seveda šolstva in ostalega, kar vse potrebujemo za vsakdanje življenje, da bomo okrepili poseljenost obmejnih, pa tudi odročnih krajev. Drugi razlog, zakaj menim, da je
dobro, da podam kakšno aktualno informacijo, je glede hidroelektrarne Mokrice. Zdaj smo pravzaprav v sklepni fazi in čakamo vsak dan na odločitev upravnega sodišča glede tožbe enega oziroma dveh stranskih udeležencev, dveh društev, ki ne prihajata iz tega dela Slovenije, to se pravi, nista iz Posavja in sta se pritožili na gradnjo tega objekta tu. Kajti, če bo, in jaz verjamem, da bo upravno sodišče zavrnilo njihovi tožbi, potem bo kaj kmalu tu ponovno gradbišče in se bo začela intenzivna gradnja zadnje elektrarne v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, to je hidroelektrarne Mokrice, kar pa bo gotovo prineslo tudi vrsto pozitivnih zadev krajanom, tudi širše. Bo pa seveda terjalo, tako kot gradnja te ceste, precej potrpljenja in uvidevanja in v fazi same gradnje. Torej, se pravim, v mesecu oktobru pričakujemo odločitev upravnega sodišča. Če bo le ta ugodna, lahko začnemo, bo verjetno še kakšna pritožba na gradbeno dovoljenje, vendar ne iz istih razlogov kot na okoljski del in potem lahko z gotovostjo napovem gradnjo tega objekta prihodnje leto. Torej, jaz vsem vam skupaj želim veliko srečnih oziroma brez poškodb na tem odseku ceste. Je pa tudi nekaj res, da še ko sem bil župan, se spomnim, da je bilo takrat, to je bilo 20 let nazaj, da je bil takrat govora o razširitvi tega dela prav zaradi pritiska na mejni prehod, ko se pravzaprav ni dalo izvajati lokalnega prometa zaradi vseh teh, ki smo tudi prečkali mejo, da smo šli recimo v Samobor ali kam drugam. Torej, to se zdaj ponavlja. Jaz vidim, da so gneče še posebej v jutranjem delu v sobotah prisotne in gotovo bo ta modernizacija pomembno pripomogla k lajšem prometu tudi lokalcev oziroma lokalnega prebivalca, ki seveda potrebujete v soboto kam drugam iti, ne pa v Samobor. Torej, spoštovani, uživajte v tem prenovljenem delu infrastrukture in vse dobro v prihodnje. Pa ostanimo zdravi. Najlepša hvala, gospod Vizjak. V imenu investitorja preplastitve ceste pa vabim k besedi državnega sekretarja gospoda Aleša Miheliča. Izvolite. Spoštovani gospod župan, cenjeni gospod minister, moja odlična ekipa na čelu za direktorico Liljano Herga, spoštovani vsi prebivalci, okoliški, kot tudi ostali vabljeni, ki ste bistveno pripomogli k izvedbo tega pomembnega projekta. Danes je vsekakor pomemben dan za Brežice, pomemben dan za regijo, ko obeležujemo rešitev še ene izmed težav in ozkih grl na našem infrastrukturnem omrežju. Projekt, ki ni bil lahek, ki je zahteval dobro sodelovanje lokalne skupnosti in Ministrstva za infrastrukturo oziroma Direkcije za infrastrukturo, je sedaj pred nami in lahko opazujemo projekt, ki je terjal ne samo finančna sredstva, ampak številne kompromise. Tu seveda iskrena zahvala lokalni skupnosti, vsem udeležencem, vsem tistim lastnikom zemljišč, ki so uslišali našo željo, našo pobudo, da tudi to rešimo in uredimo. Projekt tu v Obrežju obsega v bistvu rekonstrukcijo ceste, ureditev vse ostale pripadajoče komunalne infrastrukture, cestne razsvetljave. Skratka, gre za celostno rekonstrukcijo, ki bistveno rešuje ta zamašek, ki je nastal v tem obmejnem področju. V tem milijonskem projektu, torej nekaj več kot 1 milijon evrov, je bil znesek oziroma strošek tega projekta in Ministrstvo za infrastrukturo prispevalo nekaj več kot 700 tisoč evrov, torej je prevzelo ves ti strošek, ki ga skladno zakonodajo tudi sme in lahko. In na ta način, v bistvu ne samo deklarativno, pač pa tudi z dejanji, podpiramo skladen regionalni razvoj in pa seveda tudi vsa obmejna območja. V zadnjem obdobju poskušamo z povečanim proračunom. Letos imamo rekorden proračun krepko preko milijarde evrov
in za področje cest namenjamo približno slabih 60 milijonov več kot sicer. To bo omogočilo, da v nekaj letih, kolikor bodo vlaganja države v infrastrukturo torej kontinuirana, torej da bodo enakomerna, da se bo tako vlaganje nadaljevalo, lahko pričakujemo izboljšanje cestne infrastrukture. Žal smo v preteklem obdobju malce zaspali na tem področju in je kar približno 50% državnih cest v slabem ali zelo slabem stanju. To želimo z temi pospešenimi vlaganji, torej z večjim obsegom finančnih sredstev in pa z večjim angažmajem države ter lokalnih skupnosti nekako nadoknaditi. To ni edini projekt v občini Brežice, delamo veliko je odprtih zadev, podpisana je pogodba za pomembno kolesarsko povezavo, ki bo povezala okoliško območje vaše občine. Danes podpisujemo sporazum o sofinanciranju za obvoznico, ki bo povezala levi in desni breg in tako še dodatno razbremenila vaš kraj. Tako da delamo veliko, tudi v prihodnjem letu in letu naprej imamo ambiciozne načrte in temu primerno tudi proračun. Ob tem bi se seveda zahvalil še enkrat prav vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri realizaciji tega projekta, izvajalcev za dobro izvedbo del, lokalni skupnosti za plodno sodelovanje in se seveda priporočamo za tako sodelovanje naprej. Zahvala pa tudi vsem ostalim, ki ste podpirali naša prizadevanja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Danes pa so z nami tudi učenke in učenci iz 3. in 6. razreda osnovne šole Velika Dolina. Pravijo, da so zelo veseli posodobitve, predvsem zaradi varnosti in izboljšane prometne varnosti. V ta namen pa so pod mentorstvom učiteljice Zvonke Jarkovič pripravili krajši glasbeni program. Izvolite. Enkrat, ko bo očka majhen, enkrat, ko bo očka majhen, ko bo majhen in poreden, vzpolulan in sladkosneden, sedel vid bo za volan. To bo enkrat kar en dan. Vzdvignil pas bo in dejal: Očka, brž na zadnji sedež, ti pa con, ti sladko snedeš, vid te bo odpeljal stran. To bo enkrat kar en dan. In bo hupal in zavijal, luč prižigal in mežikal, v levo in desno stran. Se je jezil in glasno vzklikal, čez gore in čez ravan. To bo enkrat kar en dan. Ko se zvečeri, kaj slišim? Vid bo spet doma pri hiši. Bo poklical svojo mamo in naročil iske san. Očka je tako zaspan, posteljica z njim pri priči, majhen je, a ga ne dam, to bo Enkrat kar en dan.
Dolga je cesta, dolga, dolga je cesta, iz vasi do mesta. Dolga, dolga je reka, iz plenic do človeka. Dolga, polna lukenj in hrepenenja, tolmunov, želja in ihtenja. Dolga, kot je lahko le noč. Dolga je ta pot, od nekje do nekoč. Tam za cesto so kraji, tam živijo Masaji. Tu ob reki, glej, dekle v beli obleki. Skrila mi je svet v dlan, vzela me na svojo stran. Včeraj bil je ves svet klicaj, zdaj v vsaki kapljici vprašaj. Pelji me v svet odpelji, da vprašanje izvem. Pelji me domov pripelji, da odgovor povem. O tej cesti, o tej reki. Dolga, dolga je cesta, od mesta do mesta. Dolga, dolga je reka, od človeka do človeka. Polna lukenj in hrepenenja, tolmunov želja in ihtenja. Dolga, kot je lahko le noč, dolga je ta pot od nekje do nekoč. Pelji me v svet odpelji, da vprašanje izvem. Pelji me domov pripelji, da odgovor povem. O tej cesti, o tej reki. Najlepša hvala učencem in učenkam osnovne šole Velika Dolina. Sedaj pa vabim župana in državnega sekretarja, da pristopita k rezanju traku.
Tako, spoštovani, s tem dejanjem smo tudi uradno predali namenu preplaščeno cesto in nov pločnik. Vsem pa, ki boste novo pridobitev uporabljali, želimo predvsem varno vožnjo. Hvala še enkrat vsem, ki ste se udeležili današnjega dogodka.